je ta kamnoseška hiška, kamen je popolnoma vsa obdelan. Hiška je bila celo zaprta, imela je posebna vrata, to se vidi z jrt. Ena jrta je bila oskrunjena, izruvana, leži tukaj po tleh. Vidimo lahko zapiralo, to pomeni, da se je hranilo v njej orodje ali karkoli drugega in je bila tudi mogoče zatočišče pred hudo pripeko, ko so kamnoseški mojstri kavadurji po naše tukaj obdelovali kamenje in ga kopali, v bistvu ga pripravljali za nadaljnjo uporabo. No, tako še notranjost, hiška je okroglaste, podkvaste oblike z zelo lepim dvelbom. Na eni strani, zunanji strani je sicer nekoliko poškodovana, ampak to ne zaradi vandalizma, razen na tej točki tukaj. Je pa fajn, ko je senca, ne? Tako da zdaj bomo kupolo vrh začeli odpirati, škrlo po škrlo. Zdaj pogledamo, to je konc. Tole je streha končana. V glavnem vse mere so 120. 120. To je predsednica razvojnega društva Repen Tabor, ki je dala pobudo, poleg direktorja kamnoloma Draga Kosa, da se ta hiška preseli. Zakaj ste se tako tudi vi odločili, da ste dobili ekipo? Ta hiška je naš ponos. Ko smo hodili na pohode po poti kamna in kamnarstva, to tudi ljudem pokazali. In ko so nam v Markovju povedali, da so prostor kupili s hiško vred in da je namenjen za smrtjo, potem seveda smo želeli to hiško ohraniti. In zato smo naredili to akcijo, da jo preselimo in da bo še naprej dostopna javnosti, za pogled, kako je včasih se zidalo in uporabljalo. Kamnolom doline. To je deponija oziroma jalovina, kamniti bloki, ki bodo prekrili vso to okolico in bi tudi uničili hiško, ki je stala na tej lokaciji. Hiške ni več, v kamenje smo skoraj v celoti preselili na drugo lokacijo. S več kot 4 traktorji so marljivi fantje z Vrhovelj, Vogelj in Dola z akcijo in mojo pomočjo prepeljali na drugo lokacijo, kjer se zdaj gradi hiška na novo. Dej obel, kje, proti, kje, op, malo ven. Tebe? Ja, ven, sem, še malo, dobro. A snebaš? Primite, da moram pomagati, vse da postavim. Ne, kakva baš mona, skloni hor. Še malo. Ne, pite sem, daj. Dobro je, čakaj. Dej. Bravo! Ti, čakaj, dej jaz zvrh. Zdaj še malo. Čakaj malo. Ti pa pogledaj, koliko je zeleno. Samo malo, koliko je zdaj? Koliko je zdaj? Malo boljša je. Opa! Čakaj, mona roka. Kako so vzdržavali pevni, ko so jeli močnek?
Pahaj naprej zdaj. Ne mora več skup. Okay. To. Ja, pa ne. Zdaj tako, tiste, ki so pol večje, ne? Jih bomo, se jih podloži še enkrat tle s škrlicami, tako da visijo malo nazaj. Takih, naprimer tako, ne? Tako se bo podložavalo. Vidiš, ta je že odlična. Tako da bo nič po veselu na noter. In se jih zamakne lahko že toliko, so te velike. Se jih zamakne 10-15 cm, čeprav se bojim, da bo pol lahko že malo oviralo. In ko se jih dene gor, se jih pol založi z hrdami kamnimi te odzad, na repe. Skozi ven pa celimi temi. Naslednja runda gre spet zamaknjena, spet se malo založi in tako naprej. Tako gremo v venc skozi gor in kako se malo založi, hkrati se pa zida, vmes tampon in zadeva rešena. Ko pridemo na vrh, je una tam, kaj je šparamo, ta velika, tista kvadratasta, se zapre luknjo in zadeva je končana. Potem se da še malo škrl čez. Vidijo. Ni res, to ne, daj tega Pa vidijo, točno je. Ta ostane tako? Zašto tudi Ja, veš, kaj so luknje ima? Da bo prej uni pohod, ko preko hiša naredimo. Dajmo, fante, ko bo noč. Veterana pa tle. Mičkano, ja, Ankanček, Mičkano. Dobro je. Zadosti, Pa znamo zdaj še našo flašo vam. da bi stalo, takrat, No, ti malo. da bi držalo, Moram bolj pa malo. jen da bi trajalo, zdaj natoči in živijo. Živijo. Živijo, zdravje. Je bela, sem pa zadovoljen, kaj je tu ratalo. Nisem pričakoval.